Zlatiste minute na vaši lokalni televiziji TV+. Dober dan želim vsem občankam, občanom in dovolite mi, da vas lepo pozdravim. Ponovno sva z Juretom skupaj. No in danes, to je zadnja najina oddaja pred novim letom, bi rada malo povedala o prehojeni poti. O tem zelo malo se mi zdi, da tisti, ki je hotel opaziti, je videl, kaj in kako delamo, bo vsak pri sebi ocenil, no pogovarjala se pa bova o planih, ki jih imamo v naslednjem letu in seveda tudi o željah. No pa da čisto na kratko preletim, o čem bo danes govora, da tistega, ki ne bo videl zanimanja v teh najnih točkah, ne bova mu preveč časa vzela, se bo lahko posvetil kakšnemu drugemu delu. Najprej bova spregovorila nekaj o Komenski Dobravi, potem o zazidalnem načrtu Podboršt, nekaj o zazidalnem načrtu Gmajnica, o prodaji teh zemljišč in o prodaji naše firme RRI, Regijski razvojni investitor, ki je v 100% lasti občine Komenda in tudi malo povezan z gradom Križ. No, na to bom povedal par besed o centru Komende, o zazidalnem oziroma lokacijskem načrtu Hipodrom, potem nekaj bom kar v narekovaje dal, dom za starejše občane ali pa dom za stare, potem pa se bomo več ali manj pogovarjali o kanalizaciji, od čistilne naprave v Komendi pa tja do Most, o kanalizaciji iz Most do Suhadol, kjer bo zraven seveda tudi izgradnja vodovoda za vas Suhadole. No, kanalizacija, cona Suhadole je pa tista žila, brez katere ne moremo, zraven bomo omenili tudi žeje. No in nazadnje cesta Želodnik-Vodice, ta odsep od cone pa do avtoceste v Vodicah. No, željami pa pol za na konec. No, bom rekel, da so tudi to vse pobožne želje, o čemer bom zdaj govoril. Nekaj je že začetega, vse ostalo bo pa treba še narediti. Naj pa povem, da se pač te pobožne želje, vsaj do zdaj, so se nam uresničile in to mrskje v celoti ali pa še bolj. No, pa začnimo kar s Komensko Dobravo. Verjamem, da, no, čeprav zdaj ne morajo gledati, ampak bojo poslušali od tistih, ki nas gledajo. Se mi zdi, da ga ni na Komenski Dobravi, ki zdaj ne bi trenutno kakšno čez občino rekel. Seveda v mislih imam odlagališče zemljin, ki nam hodijo višek, oziroma ne nam, ampak tistem graditeljem v coni in te zemljine je treba pač nekam odpeljati. No in na Komenski Dobravi, kjer smo imeli eno rak rano odlagališča, smo z zemljinami to že prekrili in ker se je pokazalo, da v občini trenutno za odlaganje zemljin ni bolj primernega prostora, bomo zdaj še v teh mesecih nekaj teh zemljin, ali pa bom kar rekel, se mi zdi, da tam okrog 2000 kubikov še teh zemljin spravili na Komensko Dobravo. Da pa potolažim vse tiste, ki niso zadovoljni s tem, da se ta zemljina odvaža na Komensko Dobravo, da bomo z denarjem, ki ga bomo dobili od teh gradbincev v naslednjem letu, v letu 2006, lahko poasfaltirali tako vas Komensko Dobravo, kot obnovili cesto od Podboršta pa do Komenske Dobrave, katera se je zdaj v zadnjem desetletju, pa bom rekel seveda z velikim prispevkom tistega črnega odlaganja vseh mogočih stvari, katero se mi zdi, da smo to odlagališče dokaj uspešno sanirali, zdaj najprej z očiščenjem tega odlagališča, nato pa s prekrivko s temi zemljinami. No, toliko o Dobravcih in upam, da bomo zdaj skupaj stisnili zobe in nekaj časa res še gledali te velike tovornjake. Samo brez nič ni nič, so rekli včasih.
No, če grem naprej na zazidalni načrt Podboršt. Vemo, da se na Podborštu kar nekaj časa, že kar nekaj let, vleče ta zazidalc in nikakor nismo morali prebiti dveh blokad, bom rekel, no in moram zdaj z veseljem ugotoviti, da eno od dveh blokad smo prebili in s tem omogočili vsaj polovico tega zazidalca oziroma tega travnika na Podborštu v taki meri urediti, da bomo zdaj v tednu, 14 dneh, sem skoraj prepričan, podpisali pogodbe, katere bojo omogočale, se mi zdi tam okrog 16 objektov začeti graditi, no in s tem bo kar dobra polovica tega zazidalca ali pa tega prostora sproščena. Za ostalo polovico bomo mogli še enkrat zbrati moči in nekje, upam, da spomladi, organizirati srečanje vseh lastnikov in mogoče poiskati podobno rešitev, kot smo jo zdaj tle na začetku. No in bi upal skoraj reči, da v naslednjem letu, že v prvi polovici, bo možna gradnja teh vsaj prvih objektov tudi na Podborštu. No, če grem kar samo par 100 metrov nižje, zazidalni načrt Gmajnica, vemo, da je bil sprejet že kar 2 leti nazaj, da je občina skupaj najprej z našim sopartnerjem, ki smo skupaj ustanovili družbo RRI za izgradnjo tega naselja, postavitev 36 hiš, da smo se dolgo časa trudili s prodajo, no in moram zdaj z veseljem ugotoviti, da nam je to tudi uspelo. Še več izpolnjena je tudi želja občinskega sveta, da se ta firma ukine, no mi smo jo uspešno prodali tudi firmo, no in da se je veriga kar potegnila. V tej firmi smo imeli tudi zemljišča, ki mu rečemo mi tle kar na kratko Grad Križ, vsa zemljišča, ki ga poznamo kot Grad Križ. No in ta investitor se je odločil kupiti tudi to, se pravi kompletno našo firmo RRI, kjer so vključena zemljišča na Gmajnici in zemljišča na Križu. Moram reči, da bo to kar lepa infuzija našemu proračunu. Ne bom rekel, da nam že trda prede, ampak naša računovodkinja je vsak dan bolj mrkega obraza zdajle proti novemu letu, no in s to prodajo teh nepremičnin se mi zdi, da bomo res našo finančno plat, kar se tiče občine, zdajle zelo uredili. No, naj pa zdajle omenim, da celo leto na občini ni bilo računa, ki ga ne bi uspeli plačati v roku, in se mi zdi, da je to lepo za občino. No, če grem naprej, center Komende. V centru Komende se vse dogaja po planih, res mogoče kakšne mesece zaostajamo, samo verjemite mi, res je bilo zelo zakomplicirano. Tam so bili še dediči, tle je bilo trgovsko podjetje Vele umešano, ki vemo, sem že prej pravil, ga je kupil Tuš, no in seveda tisti sogovorniki so se vedno bolj oddaljevali iz Komende, no moram zdaj povedati, da je skupnimi močmi tako občine in tako investitorjem, ki se je odločil, da bo gradil, smo uspeli podpisati, se mi zdi, zdaj že vse pogodbe, ki so bile potrebne za pridobitev vseh zemljišč za ta center, no in v prvih mesecih po novem letu, ko bo možna gradnja, se bo ta center začel tudi graditi. Zdajle potekajo zadnja usklajevanja še pri načrtovanju te prve stavbe, kjer bo tudi trgovina. Povedal sem že, manjši lokal, slaščičarna, trafika, drogerija, trenutno toliko, ostalo pa stanovanja. No, vizavi, tam, kjer stojijo še hlevi, bo stala še ena taka stavba, v kateri pa bodo mesta našla samo stanovanja za trg
in v naslednjem letu in še enem potem se nam v Komendi ne bo treba bati, da bi kdo prišel, povprašal po stanovanju, da ga je moč kupiti, pa da bomo dobil negativen odgovor. Bo. No, zdaj sem čisto zraven centra, je tudi po naših prostorskih planih, ureditvenih, piše zazidalni načrt hipodrom. Mi bomo ta zazidalni načrt, ali pa bolje rečeno lokacijski načrt, kar je malo poboljšan zazidalc, začeli takoj spomladi januarja delati. Seveda v tem zazidalnem načrtu bomo, kot smo že večkrat omenjali, uredili potrebe hipodroma, kakor tudi vseh ostalih igrišč. V mislih imam vsaj 2 igrišča za nogomet, atletske steze in tako naprej. Naj pa kar zdaj na tem mestu povem, da v tem zazidalcu ni zajet, ampak to je za nas in za vse načrtovalce gradnje nekje doma za starejše občane, oziroma mi mu rajše rečemo zdaj center, kjer bomo gradili objekte, ki nam bodo služili za sobivanje vseh generacij. Da je to zemljišče izven zazidalca in ne podleže zazidalcu, kar je pa dobro v tem primeru, ker nam ni treba čakati na ves potek in lahko z deli in načrtovanji lahko začnemo dobesedno takoj po novem letu, ko bomo dobili izsledke tiste raziskave, že večkrat omenjene, katero je delala ta skupina, ki trenutno zelo pospešeno dela, seveda v okviru občine, za ta medgeneracijski center. No, tam ne bo samo klasičen dom za starejše občane, mogoče 40 ležišč ali pa 50, 60, toliko, kolikor se bo pokazalo, da jih naša občina za naše ljudi potrebuje. Zraven bojo pa tudi prostori za ne tisti klasičen dom za ostarele. Mogoče samo za dnevno varstvo, mogoče za že prej omenjeno sožitje generacij, da bojo skupaj tako mladi, srednja generacija in starejši dobili prostore, kjer bi jih uporabljali za programe, ki bi vse bogatili. Se pravi, res, kot nas večkrat gospod dr. Ramovš pohvali, smo prvi, zdaj ne misliti, da si leskam, to on uporablja, prvi v Evropi, ki smo se polotili res na tak način izgraditi dom za starejše občane. In jaz sem trdno prepričan, da je to najbolj ta prava pot, ker verjemite mi, kdo pa si želi danes iti v dom, kjer je samo med svojo generacijo, se pravi starejšo, izoliran od mladih. No, tega mi ne bomo naredili, ker se mi zdi, da takih ljudi ni veliko. No, da pa imam željo že v naslednjem letu čim več postoriti v tej smeri, je pa dokaz, da se že rišejo in imamo že pač most, ki povezuje glavno cesto s prostorom, ki imamo za to namenjen prostor, že v delu in v prvih mesecih januarja, februarja te projekte že dobimo in seveda bomo takoj zaprosili za gradbeno dokument, ali mislim za gradbeno dovoljenje in prepričan sem, v naslednjem letu že z vso ostalo infrastrukturo saj prišli na to parcelo, kjer bi po potrebah začeli risati, kaj bomo zgradili. To je, se mi zdi, en tudi tistih korenčkov, če lahko tako rečem, ki nas vleče recimo in nam dajo spodbude za to delo, ki ga trenutno tle upravljamo na občini. No in že smo čisto samo, če preskočim jaz v mislih kar čez Pšato, danes gremo od vrha navzdol, smo že pri čistilni napravi v Komendi, v Kapla vasi, nasproti vrtca. Čistilna naprava, tako se ji reče, jaz sem že večkrat povedal, da je to večprekatna greznica, saj praktično ne dela čistilna naprava, ampak se samo tam usedajo tiste grobe usedline, ki pritečejo z tega našega novega naselja, z tega dela Komende,
vsa odvečna voda pa gre naprej v Pšato. No, od te čistilne naprave bomo začeli načrtovati, graditi v naslednjem letu, dvomim, če že, odvisno pa je od pritoka sredstev, kanalizacijo proti mostam. Seveda je zato treba v mostah, no naj tle povem, da bo potekala ta kanalizacija ob Pšati tja do Kralja in potem moramo priti tja v bližino C-bara, se mi zdi, da je najboljši ta izraz, ker vsi vemo, kje to je, no in tam se bo priklopila ta kanalizacija na kanalizacijo, katero bomo pa, oziroma že gradimo od Cone pa do Topol. To bo glavna žila, na katero se bomo priklapljali in tudi kasneje z drugega dela most, no pa da ostanem kar pri tej kanalizaciji, gradila se bo, nekje planiramo v letu 2006 jeseni ali pa 2007 spomladi in povezala tako to čistilno napravo s čistilno napravo v Domžalah. No, že omenjena ta kanalizacija s Cone pa do Topol, pogodba je podpisana, izvajalec je znan in že v teh mesecih, če bo vreme dovoljevalo, bodo pričeli z delom. Kdaj, a se bo delo pričelo na meji med Topolami in Suhadolami ali pa iz Cone proti mostam, še zdaj ne vem, kako se bo ta izvajalec odločil, ampak vsekakor v spomladanskih mesecih se nam obeta, kot sem že večkrat rekel, križ v Suhadolah. Ta križ, verjamem, v Suhadolah bomo uspešno rešili, saj imamo volje na obeh straneh več kot dovolj. No, seveda pa ta kanalizacija ne more biti zgrajena mimo vasi Žeje in bomo vzporedno z izgradnjo te kanalizacijske povezave tudi Žeje priklopili oziroma izgradili kanalizacijo v vasi Žeje in istočasno peljali seveda njihove odplake proti Domžalam. V Žejah vemo, da že kar nekaj časa ljudje res potrpežljivo čakajo na vsaj 2 odcepa po tej eni najmanjših vasi v naši občini, ampak si pa, sem prepričan, zaslužijo za svojo potrpežljivost res več naše pozornosti, no in v naslednjem letu, se pravi letu 2006 in mogoče, če bo kaj ostalo za 2007, se bo ta njihova potrpežljivost tudi poplačala. No, kanalizacija, ki pa že čaka izgrajena, se pravi vsa kanalizacija, ki priteče z vasi Križ in tista kanalizacija, ki je bila zgrajena pred 7 leti skozi vas Moste, da jo bomo priklopili in dali v uporabo, pa rabimo izgraditi še odsek. Od centra, most, bom rekel, pri avtopralnici se je ta cev nehala, zablindirala, no in v prvih mesecih, se pravi februar, marc naslednjega leta, upamo, da bomo že pričeli tudi z izgradnjo tega dela. Bom pa rekel, da se to istočasno navezuje tudi na izgradnjo 4 večstanovanjskih objektov v Gramoznici. To je za bencinsko črpalko. Skupaj z investitorjem teh 4 večstanovanjskih objektov bomo gradili tako nov vodovod, tako novo kanalizacijo skupno in seveda mimo teh objektov tudi po cesti, ki pelje takoj po prehodu glavne ceste, zavijemo pred Marnom desno po Makedanski cesti tja do Čebula in potem levo po cesti proti Suhadolam, no in še pred Kapelico obrnemo spet desno po Makedamu in nekje tam okrog Burnika, se mi zdi, prečkamo
Pšato in se priklopimo na ta cevovod, ki gre ponovno že omenjene kanalizacije Cona-Topole. No, s tem bomo mi priklopili tudi, kot sem že prej govoril, križ, velik del most in seveda skoraj vso vas Suhadole na kanalizacijski sistem. In če smo poslušali pozorno še važeje, da Cone ne omenjam, no in s priključkom še od Komenske čistilne naprave pa do most že kar dobršen del naše občine. Seveda bo nekdo rekel pobožne želje, no jaz sem siguren, da bomo to v naslednjem letu naredili in s tem res za našo občino ogromno delo naredili in potem nam ostane še, eni že kar pravijo, zapostavljeni del naše občine in res tisti, ki mi je najbližji, ampak drugače ni šlo, še pač vse ostale vasi, pa naj bo od Nasovč, Brega, Potoka, Klanca, Podboršta, Gmajnice, Mlake, Gore, konec koncev, kar pa ni več tak zalogaj, kot so prav ti, ki nas čakajo v letu 2006. No, gotovo Suhadolci zelo nastrpno čakajo tudi izgradnjo vodovoda. Poleg te kanalizacije se bo normalno gradil tudi nov vodovod, no in da ne bom omenjal posod, kjer gradimo, tudi poteka izvedba plinifikacije. Polagamo vse potrebne cevi, da bo mogoče čez leto, dve, tudi po teh ceveh pritekel plin in bomo tudi v naši občini začeli pač s to vrstno oskrbo za ogrevanje. Sej, kot zdaj kaže, zima ne bo več samo pol leta trajala, ampak malo manj kot 8 mesecev bo trajala kurilna sezona in moramo nekaj postoriti tudi na tem področju, da nas ne bo zeblo. No, zdaj pa sem že pri cesti Želodnik-Vodice. No, ravno danes, ko snemamo to oddajo, je tudi javna obravnava, samo, gledajte, tle vas občanov nismo hoteli vznemirjati s tem, res, da je ravno tako pomembna oziroma pomembna za občino, ampak bolj za cono, za poslovno cono, ne pa toliko se pa ne tiče vas občanov. Zato tudi pričakujem, da ta odsek ne bo tako obiskan oziroma ne bo doživel take pozornosti, kot je ta skozi Moste. No, ta odsek pa poteka od pričetka cone pa tja do avtoceste v sosednji občini Vodice, no in preko naše občine poteka, se mi zdi, tam kakšen kilometer tega odseka. Edina zahteva občine, ki je, potem, ker so predlagali, ker nam je recimo Družba za državne ceste poslala v predlog, je naša pripomba, da se rondo pomakne, se mi zdi, za 14 metrov bolj severno, no in v tem se bomo pogajali, nekaj se že pogajamo, tudi danes popoldne v Mostah v telovadnici. Zdaj, kdor je bil tam, ve, kakšni so zaključki, jaz pa zdaj ta trenutek še ne. Ni pa nič, ne vem, toliko pomembnega, da bi niti za nas, niti za vas občane, da bi to vplivalo kaj na kvaliteto našega življenja. Ampak seveda pri tej zadevi so pa bolj v igri naši sosedje, Vodičani, in pri njih se mi zdi, bo pa bolj veselo. Rad bi tle omenil to, da se bomo tudi mi vključili seveda v to razgrnitev oziroma na ta potek trase v sosednji občini, ker mislim, da bi skupaj bili močnejši in prej, kot je pa zdaj načrtovano, šele leta 2012 oziroma 2013, da pridejo ti odseki na vrsto, da bi mogoče skupaj pa le prestavili za par let prej in s to izgradnjo začeli teh odsekov že čim prej.
no naj pa potolažim tiste, ki seveda skozi moste gledajo ureditev poteka te glavne ceste, da nekje tiste naše sugestije, katere smo dali, v tem imam v mislih to križišče pred trgovino Tuš, da so nas poslušali in prestavili ta rondo na začetek most, seveda za enkrat še na začetku most govorim še z normalnim križiščem, ampak če se bo izpolnilo vse tisto, kar mi načrtujemo, se pravi ta vzhodna povezava od Škorpija pa do Vrtnarije, ki zdaj nastaja, in seveda tudi cesta proti Suhadolam odcep v taki meri, kot načrtujemo, tudi tam bo rezervirano krožišče. To je bila naša zahteva, ena tistih večjih, kar se tiče poteka ceste Želodnik-Vodice. No, naj pa povem, da za to, večkrat sem ponovil že, za ta odsek med Pšato in gor Lipo, Štrcinovo bom rekel, in s to obvoznico preko Žej, vključno z rondojem, pa velja še vedno tisto. V marcu leta 2006 bo sprejet ta lokacijski načrt te glavne ceste, no in takoj smo se zaobljubili vsi, DRSC, DARS in občina, da prispevamo vsak po 1/3 sredstvu, preidemo takoj k izvedbi projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja že v letu 2006, seveda pa občina, ali saj sam načrtujem, da bomo zemljišča, ki so potrebna za izgradnjo te ceste, tudi že v letu 2006 odkupili, naročili smo že cenilce in ko bomo dobili ocene vrednosti teh zemljišč, seveda bomo sklicali, tako kot imam jaz navado, vse lastnike naenkrat, dogovorili enak sistem odkupa in upam, seveda od tega je tudi odvisno, ali bomo izgradili te odseke cest že v letu 2007 ali ne. Pri odkupu zemljišč se lahko zatakne, ampak se mi zdi, če bomo šli na sistem, kakršnega zdaj vsa te leta nekje prakticiramo v naši občini in se je izkazal za edinega, zdaj pravega se mi zdi in poštenega, ljudje nam zaupajo, sem prepričan, da tudi na tem odseku bomo uspešni. No, s tem bi jaz, gledajte, mal nehal. Verjamem, tisti svetniki, ki me gledajo, ali pa še bolj tisti, ki najožji moji sodelavci, bodo rekli, spet je obljubil veliko, kdo bo zdaj vse to naredil. No, gledajte, jaz sem prepričan, da vsaj to, o čemer sem zdaj govoril, bo narejeno. Zdaj, kaj so pa želje? Želje seveda morajo biti. Jaz pravim, tisti, ki ne sanja, tudi nikoli ni kaj velikega naredil, ker začne se vse pri sanjah. No, moje želje za naslednje leto so seveda spet vse povezane s cono. No, pa če še v coni zdaj par besed prej povem, kdor spremlja po tej naši televiziji ali pa po drugih medijih, vidi, da smo zdaj naredili kar nekaj korenitih korakov, seveda vsem povšeči niso bili, samo to, kar dela, kakršnega smo si nakopali, ga absolutno 110 člansko ekipo tle pri nas ne zmoremo. In zato smo šli v ustanovitev skupnega podjetja, še z firmo Kandor, DOO iz Ljubljane, in sicer smo mi 80% lastniki, vložili smo zemljišča v to firmo, 20% lastniki so pa lastniki podjetja Kandor in sicer s tem, da so vložili oziroma bodo vložili tam zdaj na palc izračunano okrog 1,2 milijarde kar je ogromen znesek in s tem so si pridobili 20% lastnino, mislim, v tem podjetju, kamor smo mi vložili
tam nekje okrog 500 tisoč kvadratnih metrov zemljišč. No, 250 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, kar pa nekje mi pravimo druga faza te cone, pa zdajle trenutno občina prodaja, izkupiček od teh zemljišč izključno uporabljen za poplačilo lastnikov, če bo pa kaj ostalo, bomo pa recimo lahko in že prej omenjene prodaje Šmidovega travnika in Kriškega gradu, če bojo kakšni novci ostali, ker pa upam, da bodo, bomo pa sredi leta ali pa takrat, ko bomo videli, da si to lahko privoščimo, pripravili rebalans proračuna, no in takrat bi pa recimo v teh željah, ki jih bom izrekel za naslednje leto, če me kdo vpraša moje osebne želje, kaj bi v letu 2006 najraje naredil, oziroma da se naredi, bi rekel tako, obnova tega doma. Seveda nas čaka, no trenutno se delajo projekti, čaka nas pa še kar precej usklajevanja z solastniki stanovanj v tej stavbi in s tistimi, ki stanujejo v njej. Prepričan sem ponovno, da bomo uspešni pri tem dogovarjanju, samo bo pa to kar trd oreh, rabimo pa obnovo, ker vedno bolj pogrešamo prostore za mogoče nove uslužbence v naši občini, saj dobesedno se trpamo drug po drugem in o kakšni novi zaposlitvi prepotrebni tudi razmišljati ne moramo, predno ne postavimo vsaj še par novih pisarn. Seveda pa tudi nad dvorano strop že krepko kliče po temeljiti obnovi, da ne govorim o hodniku, ki gre preko tega stropa, ki povezuje stanovanja v stanju, da je res dobesedno prehoden samo eden po eden, kot smo radi rekli. No in prav nad to dvorano se bo s postavitvijo plošče omogočilo tudi to, da si bomo zgradili nove prostore za sejno sobo, še kakšne pisarne in se mi zdi, da je res to več kot pa potrebno narediti. No in kaj ne rečem, druge želje, kakor to, da bi nam v coni uspelo to, kar načrtujemo in poplačali že v prvi polovici naslednjega leta vse lastnike, drugih želja skoraj nimam. Bi pa, no, mogoče pa ta, ja, da bi bili, mogoče, da bi uspeli toliko modrosti in toliko moči zbrati, da bi vsaj časih tudi z moje strani komunikacija potekala bolj mirno in bolj fair drug do drugega. No, v naslednjem letu seveda nas čakajo tudi volitve in teh volitev se pa najmanj veselim, ker ta tekma oziroma boj za župansko mesto, ki ga je ena od strank začela že kar pred parimi meseci in napovedovala, kako je treba dobiti župana v komendo, ki bo tudi kaj naredil za ljudi. No, se mi zdi, da tega boja se pa res malo bojim. Upam pa, no, da bojo vsi spoznali, da na silo ni treba iti, da je boljše, da se dogovarjamo. Seveda v nasprotnem primeru pride tudi do nesoglasij in včasih se res dobesedno kot z buldožerjem povozi tudi mišljenja oziroma predloge, ki bi jih bilo mogoče včasih pametno prediskutirati samo s takim načinom, kot je zdajle zadnje čase bilo, ker tisti, ki ni bil zraven, je bil takoj proti, vemo, o čem govorim, postavljali smo 8-članski nadzorni odbor v coni in se mi zdi, da ni bilo vredno, no, takih razprav na takem nivoju z obeh strani. No, tega dogovarjanja si v letu 2006 tudi želim, da bi nam čim bolje šlo in čim bolj fair to tekmo, če že more biti, za ta moj stol oziroma za stolčke v občinskem svetu. No, zdajle bi pa
Krajanke in krajani, najraj si nadel belo srajco, metuljčka in vam lepo zaželil lepe božične praznike in seveda lepe novoletne praznike in čim več zdravja in razumevanja med nami vsemi. Srečno v leto 2006. Hvala.